Komu bi se radi pohvalili ali pa zasmilili, ko ponavljate znova in znova staro zgodbo? Coaching vprašanje, ki vas prisili ali pa sili k temu, da nehate ponavljati staro zgodbo. Danes nekateri ljudje prav tekmujejo, da znova in znova ponavljajo to, kar se jim je dogajalo v preteklosti, ali pa to, kar se jim je dogajalo v sedanjosti. Namesto, da bi usmerili pozornost v to, kar bi radi dosegli. Eni s tem, ko se ta zgodba, ta izgovor večkrat na glas pove, iščejo neko priznanje. Kot da bi bila to tekma, kdo ima največji problem, kdo največji izgovor, kdo ima najbolj težko zgodbo. Veš, kako je meni hudo. Ne, veš, kako je meni hudo. Ne, veš, kako je meni hudo. In ljudje počnejo to tako, da ponavljajo ta izgovor in rečejo temu, ponavljajo pa temu, pa temu, pa temu, pa temu, pa temu. In s tem, ko ponavljajo to staro zgodbo, s tem, ko ponavljajo to, kar se jim je zgodilo, s tem, ko ponavljajo to, na nek način programirajo svoj da se ta zgodba ponovi. Še posebej, če to zgodbo ponovijo ali pa povejo v slabem čustvenem stanju. Vaša naloga je ta, da nehate ponavljati zgodbe, ki vam ne koristi. Da nehate ponavljati zgodbe, ki je negativna, zgodbe, ki vas odvrača od tega, kar bi radi dobili, in usmerite predvsem pozornost v novo zgodbo, v tukaj in zdaj, v lepo, dobro, v stanje hvaležnosti, v stanje veselja, pričakovanja, radosti. Koga bi radi impresionirali s tem, ko ste v slabem čustvenem stanju, s tem, ko ponavljate ta izgovor znova in znova, s tem, ko delite to negativnost okrog. In nekateri ljudje v resnici želijo, da ko so sami v negativnem čustvenem stanju, da bi še koga povlekli. Veš, kako je hudo meni. Pridi sem v to moje čustveno stanje, da ne bom jaz sam trpel, bova dva. Mi bo lažje, če prenesem na tebe to negativnost, mejo ti še malo in oseba pozablja, da ti sem trenutku, ko da zgodbo ven, da sprogramira sebi za več podobnega. Zakon privlačnosti deluje, ali v to verjamete ali ne. Samohipnoza poteka 24 ur na dan. Eni seveda poznate, kako hipnoza deluje in jo znate načrtno, zavedno uporabljati. Večina ljudi danes se nezavedno samohipnotizira, zato da dobijo še več tega slabega. Ali pa, da se jim to, kar mislijo, udejani, in niso zadovoljni s tem, kar si je udejalno. In vaša naloga mora biti ta, da zavedno, načrtno uporabljate svoj Da iščete drugačne načine, da se pohvalite v družbi. Pohvalite se, kako ste srečni. Pohvalite se, kako vam gre lepo. Pohvalite se, kako ste optimistični. Pohvalite se s tem, kar imate v življenju. In nehajte se hvaliti z izgovori, nehajte se smiriti, nehajte igrati vlogo žrtve, nehajte programirati na način, ki vam dejansko ne koristi. Pomislite, kdaj v družbi, kdaj v odnosu, kdaj v službi se zgodi trenutek, ko se začnete izgovarjati, ko začnete jamrati, ko začnete jokati, ko začnete tolažiti sebe, ko rečete, jaz bi že, vendar, bla, 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 bla. Noben me ne mara, bla, 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 bla. Ne znam, ne zmorem, bla, 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 bla. Nimam denarja, nimam tega, bla, 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 bla. Sem prestara, bla, 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 bla. Sem premlada, bla, 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 bla. Nimam izobrazbe,
bla, 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 bla. Izgovor, na izgovor, na izgovor, na izgovor, na izgovor. Stop. Dosti jih je bilo. Načrtno izgovarjajte in mislite to, kar bi radi, da se uresniči. Če ne bi radi, da se vam ta stara zgodba ponovi v neki drugi obliki, če ne bi radi, da se vam slabo, negativno ponavlja v neki drugi obliki, prosim, nehajte se smiriti sami sebi, nehajte ponavljati izgovore, ki vam ne koristijo, nehajte navduševati druge z vašimi problemi in izgovori. Zaprite usta, zalepte jih in jih odprite samo takrat, ko boste nekaj koristnega, lepega, pozitivnega povedali. Usmerite pozornost na dobro. Usmerite pozornost na to, kar lahko naredite. Usmerite pozornost na to, kakšna priložnosti se pojavljajo za vas. Usmerite pozornost, kaj ste se naučili in kako greste zdaj naprej ponosni, veseli, pozitivni. Usmerite pozornost v kreiranje več lepega in več dobrega. Verjamem v vas. Verjamem, da to zmorete. Verjamem, da če poslušate ta coaching vprašanje, če poslušate in sledite temu, kar počnem na različnih kanalih in upam, kaj koristnega tudi za vas, dobite, verjamem, da ste poklicani z nekim namenom. Da ste tukaj z nekim namenom. Z namenom, da naredite neko spremembo, nek preboj v svojem življenju. Bodite zdravi, hvala lepa, delite ta posnetek, všečkajte, komentirajte. V katerem koli vrstnem redu. Lahko najprej všečkate, potem komentirate in potem delite. Lahko najprej komentirate, potem delite in potem všečkate. Lahko seveda komentirate in všečkate in delite. Karkoli naredite, jaz se vam iskreno zahvaljujem, zato ker s tem, ko komentirate, s tem, ko všečkate, s tem, ko delite, date možnost, da Facebook reče, aha, to pa je nekaj koristnega, dajmo še komu to pokazati. Da YouTube reče, to je nekaj koristnega, dajmo še komu to pokazati, da reče Twitter in vsi ostali kanali, kjer se ta posnetek pojavi. Tako da hvala, ker všečkate, hvala, ker delite in hvala, ker komentirate. Se vidimo na naslednjem coaching vprašanju.